Živijo. Dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgančke in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bomo govorila o personalizaciji s pomočjo umetne inteligence. Torej, kaj prinaša taka personalizacija, kako se jo lotimo, kje vse jo lahko apliciramo, to bo ena izmed tem. Gorazd, za začetek, zakaj je personalizacija pomembna? Ja, evo, tale statistični začetek. Danes sem malo raziskal statistiko, ker se danes pogovarjam malo o personalizaciji, pa mogoče o generativni umetni inteligenci. Zdaj, 91% strank bo prej kupilo od blagovne znamke, ki personalizira njihovo izkušnjo, se pravi, da neka priporočila, tako vsaj pravi Accenture. E-mail ljudje odprejo 26% boljš, če je subject line kot ta neka taka osnova personaliziran, to pravi pri Campaign Monitorju. In veš, da Adobe predvideva, da recimo 72% uporabnikov si želi v bistvu vsebine, ki jo generira AI, ker verjamejo, da je ta lahko bolj personalizirana za njih, bolj prilagojena. Tako to se mi zdi kar zanimivo. Ja, torej definitivno pomaga, definitivno se splača neki vložiti v to, statistike to govorijo. Preden greva čisto temo, dajte naj kaj vprašati. Frodix.com/vprašaj je URL, kjer nam lahko postavite vprašanja, ali na to temo, ali na prejšnjo temo, ali o čem bi radi, da se pogovarjava naprej. Skratka, ne vas ne bo sram. Dobila sva tudi že prvo vprašanje. In sicer Jure nam je pisal in ga zanima, od kje ime podcasta Raztezanja. Zdaj, a se spomniš tega? To je bilo, v prejšnji epizodi smo omenjala, kako smo že snemali en interni podcast, pa ko smo rekli, da bi to obrnili tudi za javnost, smo rekli, ok, rabimo neko ime, da ne bo to Frodix podcast. Pa so takrat potem smo imeli tak brainstorming s precej lame idejami, dokler ni en sodelavec rekel Raztezanja, ki nam je pa vsem kliknil tako, ja, ok, pomembna je rast, pa če hočeš doseči to rast, se moraš malo raztegniti na različne načine. No ja, lahko se razteguješ na nove trge, lahko dodajaš nov poslovni model, lahko malo samo spremeniš komunikacijo, vse to je neka razteg, ki ga narediš. Tako da, ja, taka zelo uporabna zadeva, ki jo tudi midva lahko dosti pokombinirava v kakšne zanimive istočnice. Tako ja. Tako da, Jure, upam, da ti bi odgovor zanimiv. Upam, da ste tudi vi, da vam je kliknil ta imeno, da je tle neka, da ni sam besedna igra. Pa greva zdaj na temo, torej uporaba umetne inteligence za personalizacijo. Kakšna je definicija personalizacije? Zdaj, personaliziran marketing. To pomeni, da tržiš oziroma prilagajaš vsebino posamezniku glede na to, kar o njem veš. Se pravi, kar je on izkazal, ne vem, nekih interesov, nekih recimo preteklih nakupov, kaj na tvoji spletni strani gleda, kakšni so njegovi demografski podatki, na katerih kanalih, se pravi, katere preferira, katere naprave, mogoče je, ne vem, bolj na mobilnih napravah, mogoče je desktop uporabnik, na nekih oglasnih omrežjih je prisoten in da ti veš, kaj dejansko njemu personalizirati od produktov, na katerih kanalih, evo, to je personaliziran marketing. Zdaj sem malo povedal vse, kaj lahko od zelo začetnega, pa do tega malo bolj naprednega, tako da to bo danes malo raziskala. Ok, če tle noter še vključva AI, torej kako se AI personalizacija razlikuje od te klasične, rečemo, marketinške segmentacije? Ja, se to je ful dobro, da na začetku razloživa te dva pojma. Tradicionalna segmentacija pomeni, da si najprej pripravil en segment uporabnikov, ki si jih običajno segmentiral glede na neke njihove demografske podatke. Rečemo primer, starost, spol si imel, potem si rekel kategorijo izdelkov, ne točno izdelk, ker ne vem, če se spomniš nekih 5-10 let nazaj, ko si začel baze pripravljati, da si rekel, ja, te, ki so kupili točno to, je bilo tako, ja, kdo bo zdaj tem 3 ljudem poslal, pa moraš novo vsebino pa to pripraviti. In tako, opisuješ nekaj mogoče pretekle nakupe, tako zelo skupaj jih daš v neko kategorijo izdelkov. Zdaj, če bi to tako malo poenostavil, je to tako, ko vrtcoš, ko imajo neke košare, pa so tukaj grejo vse rumene žogice, pa te žogice so lahko različno velike, lahko so ene, ne vem, tako kot teniške, ene so gladke, pa vse grejo pač v bucket rumenih nekih kroglic. Zdaj na drugi strani, če imava pa AI, pol pa pomeni, da zdaj imaš ti nešteto nekih podatkov, ki jih uporabniku zbiraš, in ne mogoče je to na tisti prejšnji način, ki sva prej rekla, z nekimi mogoče Exceli pa to delati, in ti lahko v realnem času
nek profil izoblikuješ. In na podlagi tega profila predlagaš tudi neke offerje, ki so, rečva, next best offer ali pa next back action, ki mogoče želiš, da nekdo nekaj naredi, ne samo da nekaj kup. Zdaj to, če si pa zdaj spet dava v te kroglice, ne, bi pa pomenili, da si za vsako od teh različnih kroglic naredil svoj packaging, pa glede na to, da če, ne vem, žogica se spremenila, če se je raztegnila recimo na toploti, si pol naredil nov packaging, in se je prilagodil v realnem času, se pravi, ta razlika je, malo si tudi tako, da znaš predvideti že naprej, če je ta AI del, znaš od tiste stvari vzeti, pa pol naprej predvideti. Zdaj malo več o tem, kaj pa AI, pa machine learning, pa ta del bo pa če pogledano, ampak malo stvar več. Skratka, pri segmentaciji, tudi če si vedel, da je ena žogca večja, ena je manjša, torej če to mogoče prispodoba za to, koliko je nekdo že veliko pri tebi kupil v preteklosti, tudi če si naredil zdaj tisti nek segment 3, si nisi prvoščil delati personalizacije za njih, oziroma message pisati za njih. Torej AI ti na eni strani naredi in te mikrosegmente in na drugi strani potem prilagodi torej packaging oziroma sporočilo, ki ga želimo njim poslati. Ne? Ja, sej, veš, danes že to veliko podjetij uporablja. Andrej, zdaj imaš kakšen primer take personalizirane izkušnje, ki je bilo tako, ki sem malo vprašal, zakaj pa jaz dobim te produkte? Ja, to sva govorila po mojem nekaj časa nazaj. Vedno me preseneti, kako mi About You pošilja samo ženska oblačila, torej neke jobčke, neke oblekce. Pa ja, kupujem tudi za celo familijo z mojim accountom stvari, ampak kupujem tudi otroške stvari, pa stvari zase. Pa po mojem sem jih celo več zase kupil čez svoj account, ampak About You vidi v meni žensko, oziroma da se jim to najbolj splača ponujati ali kakorkoli. Ja, zanimivo. Mislim, se About You, Zalando in vsi podobni tega veliko uporabljajo. Se Netflix poznaš, ne? Mogoče sem že kdaj slišal za Netflix. Mogoče sem že slišal za Netflix, ja. Ja, ne, oni imajo prav paper objavljen o tem, kako izkoriščajo umetno inteligenco pa podatke o uporabniku. In če veš tiste thumbnaile, ne zdaj uneta velike slike, ki jih imajo za filme pa epizode, na tiste thumbnaile pol personalizirajo vsakmu posamezniku, pol glede na to, kakšen streaming speed ti dajo, kaj boš naslednjo stvar poslušal, ne, in zdaj če gledal, se je pa kjer iger se ti predlagajo, ves ta del, pa imajo še tako narejen, da v bistvu ta opis, ta short opis prilagajajo za umetno inteligenco, pa tege, ki jih dajo, pa s tem tege uporabljajo, kaj komu dejansko personalizirajo. Ko se mi zdi, mi je en tak orodje, ki, a veš, tam imajo napisano, ne, glavni cilj je, da želijo uporabniku zmanjšati čas do naslednje vsebine, ne. Jaz ne vem, zakaj pa je vedno porabim 20 minut za to, da najdem tako, to bom gledal, tako da ta del mogoče. Drug je pa Amazon, se mi zdi pa tako, že na dolga leta en tak res primer, ki uporabljajo, se njihova ta tehnologija prek AWS je pol na voljo tudi za druga podjetja, tudi Netflix v bistvu neke stvari od njih uporablja, ta AI-ovska pa machine learning modelov. Ja, oni ti pa ne vem, vse se, ki prižgar predlagajo, ne vem, dokje si nazadnje iskal, a boš iskal od tam naprej mogoče te produkte, ali tiskar skupaj, še niso cene dal, až pa so pa že malo na retention taktika, tako so se zadnjič pogovarjali, kar vse notar vključijo, ne, tako, a boš nadaljeval z iskanjem tukaj, to so kupili tudi taki ljudje kot ti, a veš, so dali to skupaj, v ta bundle so dali, tako da pravzaprav bundlov nima takih in jih vedno oni skupaj sestavljajo, tako da to so pa res primeri, da rečo temu advance pol uporabe. Ja, za Amazon sem vedel, to z Netflixom sem imel presenetil, torej da isti šov zame lahko zgleda drugače kot zate in meni izpostajajo druge stvari kot tep. Ampak ja, zdaj, aplikacije, družabna omrežja, spletne trgovine, te že nekaj časa uporabljajo umetno inteligenco za izboljševanje izkušnje oziroma za večjo prodajo, kakorkoli temu rečemo. Jasno uporabljajo to staro umetno inteligenco, ko smo rekli prediktivna umetna inteligenca, ki uporablja strojno učenje. To tudi mi kar nekaj uporabljamo v direktni komunikaciji, ko pošiljamo e-maile, SMS-e. Tam eno je, da ga uporabljamo za segmentacijo, tako kot si že prej omenil, torej iščemo, kjeri so tisti kupci, ki imajo največjo verjetnost za nakup, kjeri so tisti, ki bojo naredili velik nakup, kjeri bojo naredili majhen nakup, kakšna je verjetnost za churn, torej za odhod neke stranke, ker
za stranko, ki bo šla, za tisto, ki ne bo več naredila nakupa, tam se lahko malo stegnemo, damo nek mal večji popust. Za tistega, ki vemo, da ima visoko verjetnost nakupa, ne moramo sam povedati, da mi smo tukaj in mogoče pokazati nek personaliziran seznam izdelkov, torej pa gremo na ta personalizacijo vsebine, kjer pa torej spet z machine learningom delamo neke napovedne modele s product recommendation, torej z napovedovanjem, kateri izdelek bo nekdo najverjetneje kupil, pa spet te iste modele lahko uporabljamo ne samo v mailu, kot sem rekel, lahko jih damo tudi na spletno stran, kjer pa vzamemo tudi v kontekst, verjetno podobno kot Amazon, mogoče par korakov niže, ne, ampak se sprašujemo, kakšen je kontekst, nekdo je na front pageu, torej zelo generalno tam kažemo bolj splošne recommendation modele. Če pa vzamemo to, da je nekdo trenutno na product pageu, bomo pa kazali neke, ne naredimo mu bundlov, bomo pa kazali stvari, ki so se pogosto kupile skupaj ali pa neke druge, na drug način povezane izdelke. Spet v košarci bomo vzeli, kaj vse ima nekdo v košarci, pa probali ugotoviti, kaj mu predlaga. Ne? Zdaj si to tako opisal, veš, da moraš poslati 7 različnih mailov, da vsako to stvara, veš, to. Se mi zdi, da ravno to je danes čar, da ti lahko, to, kar si omenil, to platformo, ki tudi mi z njimi delamo, recimo je Marsys in tak case, je ti v bistvu v enem mailu, ne, če včasih si personaliziral, ne vem, Živjo Andreja, ne, pa če ni bilo pa Živjo first name, ne. Tako da zdaj pa lahko ne samo, da subject, ker ljudje pač imamo radi take subjekte, da te nekdo nagovori po imenu, oziroma bolj ga vzameš kot neka tebi namenjena komunikacija. Znotraj, če rečemo, da je email sam canvas, ti lahko noter pripeleš od nekega replenishmenta, se pravi to, da v tistem mailu dodaš za tega uporabnika samo, ti pa bi mogel zdaj naročiti, dopolniti svojo zalogo, recimo, ne vem, pasje hrane ali pa neki stvari, ki se tako redno kupuje. Po drugi strani mu lokacijo prilagodiš glede na to, kje on kupuje. Ne? Tudi, veš, ti si, ne vem, iz Kranja ali pa iz Kepa v Ljubljani ponavadi upravljaš nakupe, mu to lokacijo daš, ta delovni čas te poslovalnice mu dodaš noter. Pol mu ne glede na to, kaj prej gledal, ne mu predlagaš še to, kar si rekel, neke stvari. In to je v en mail, lahko danes dodaš vso to vsebino, ki je narejena s pomočjo te prediktivne analitike. Ja, skratka, oba dva dobiva isto kampanjo, meni reče, tlele je hrana za tvojega psa, te reče hrana za kanarčka, ampak je ista kampanja, torej kdorkoli je pripravljal mail, je naredil sam eno vsebino oziroma en layout in ga poslal vsem. To je bila zdaj ta prediktivna umetna inteligenca, machine learning, valjda nas vse zanima, kaj se pa ta z generativnim AI-om dela, torej z large language modeli. Verjetno vsak, ki dela v marketingu, je že probal napisati vsaj en del kakšnega maila ali pa SMS-a s ChatGPT-om ali pa mogoče probati ugotoviti boljši subject line, napisati blog post. Ampak zdaj, kako pa generativni AI uporabiti v komunikaciji? Ja, pravzaprav sem želel čim bolj to pojasniti na takem konkretnem primeru, da si zna poslušalec predstavljati, kako to uživa. Pa vzemva avtomobilizem. Ljudje, eni preferirajo tiste lastnosti vozila, veš, koliko imajo, kakšen doseg, če pa električnih, pa imaš pa druge, ki brand percipirajo skozi udobje, kakšen je interior, pa to. Zdaj si predstavljava, v današnji dobi še vedno teh oglasov imajo tam dizajnerje, imajo vse, naredijo super oglase, od ozunij so te slike, videe in pol to dajo po vseh teh oglasnih omrežjih. Vsem relativno vsi vidijo enaka. Ne? Ali pa spet par segmentov je. Ne? Par segmentov, mogoče malo po državah ali pa ne vem, to izpostavlja, mogoče ne vem, po čemu vse tam sicer omogočajo meta, pa to recimo, da to dela, pa potem malo loče ženske, moški. Pa nek household income. No, ampak če pa si zdaj pogledaš, kaj bi bila generativno umetna inteligenca naredil, pa je, da bi zdaj pa ne vem, se pravi osebi A, pa osebi B, so rekla, da vsak ima malo drugačne preference, čist komunikacijo spremenil. Se pravi, enemu daš v mail, to je pa tak doseg, tak performance, a veš, to mu izpostaviš, grafiko mu na to narediš, se pravi, jo zgeneriraš po nekem tem brand guidelinesih, ki jih recimo ta brand ima, potem drugmu pa res izpostaviš ta občutek noter v avtu, da je to res neko udobje, ne vem, da je ta entertainment zelo napreden in da je to res neka tista stvar, ki rapa. Ne. In to je pa za vsakega uporabnika, pa če ima 100 000 takih uporabnikov,
če zdaj karikirava, lahko je zelo 1 na 1 na 100,000 primerov in tega ne moreš več narediti tako z rokami. No. Ja, spet oba dva sva izpolnila konfigurator za nek električen avto, za isti avto, ampak neka kampanja, ki se štarta, potem rečemo, da shraniš konfigurator, zato da vdaš primerno soglasje, dobila sva isto kampanjo, ampak čist drugo vsebino. Torej, meni rečejo, da je prostoren, da lahko v prtljažnik dam psa, da ima mogoče dog mode, torej tiskaj avto parkiram, pa je lahko vzdržuje temperaturo tudi polet, pa je psa pustim noter, ko skočim v trgovino, te pa govori o dobju, pa kako lahko daš kolo noter, greš z njim v hribe, take stvari. Ne? Zdaj, veš, včasih verjetno se kdo vpraša, ampak ne moreš to case od tega zgenerirati. Ne? Karavana, to je en taka platforma za prodajo rabljenih vozil v Ameriki. Oni so zgenerirali že nekaj časa nazaj in tak poseben model so uporabljali, ki se prav uporablja za generiranje v bistvu teh videov, kamor pripeleš pravzaprav, rečeš prompt plus tvoje podatke. Mi so naredili 1,3 milijona videov za vsakega uporabnika, se pravi na datum, ko je nekdo kupil to vozilo, so mu ta njegov avto prikazali in opisali v nekem minutnem videu, kaj se je takrat dogajalo. Tako en tak moment sem mu hotel, veš, reči, da se je pa nekaj posebenega zgodil. Tako je bila sicer malo marketinška taktika, malo so to sprobali, a ne? Jaz mislim, da smo mi delali na enemu case-u, Andrej, ki smo združili generativni AI pa personalizacija, po mojem, da bi zanimali ljudi. Ja, torej štartali smo, tako kot sem prej rekel, vsak je probal s ChatGPT-jem spisati mail, mi smo pa rekli, ok, kaj pa če spišemo mail za vsakega prejemnika posebej. Torej, na podobno varianto, kot je Karavana to naredila, takrat se spomnim, da sicer te videa so takrat vnaprej imeli zgenerirane. Tako, pri nas smo se torej sprašvali, kaj lahko naredimo on the fly. Zdaj, če damo primerček, zapuščena košarica je neka taktika, ki se sproži za vsakega posebej. Vsi jo personaliziramo s tem, da napišemo noter, kjer izdelke si pustil v košarci, mogoče damo noter nek kuponček. Ampak zdaj, kaj če te podatke, kaj je v košarci, kakšni so neki naši offerji, kdo je prejemnik, kaj je v preteklosti kupil, kakšen feedback nam je pustil, če to pušnemo v large language model, rečemo v GPT-4, skupaj z nekim promptom, kaj si želimo ven dobiti, torej, da je ta oseba zapustila košarco 6 ur nazaj, to je bilo v košarci, v preteklosti kupila to, zdaj pa zgeneriraj mi mail zapuščena košarica za naš brand, z vsemi podatki tudi brenda. In kaj nazaj dobimo, torej danes tekstovno verzijo maila, kaj moramo napisati, torej nek intro, še vedno vmes vržemo noter, kaj je bilo zapuščeno v košarci, pa GPT vprašamo tudi, daj nam priporoč, kater offer naj mu damo, ker večina spletnih trgovin ima hkrati različne offerje, pa imamo, ne vem, 25% popusta na drugi izdelek v košarci ali pa na cenejši izdelek v košarci, pa brezplačno poštnino. Skratka, na GPT prenesemo tudi to, da proba izbrati najboljšo ponudbo, ki bo za nekoga funkcionirala in torej v trenutku pošiljanja za vsakega prejemnika zgeneriramo čisto svojo vsebino personalizirano njemu, kar pomeni, da lahko potem, torej en case, ki smo ga imeli, je bil to, da nam je nekdo nazadnje rekel, šalčka, ki ste mi jo poslali, bila pa zlomljena, jasno smo jo takrat zamenjali, razrešili smo case, ampak da smo pa lahko v eni zapuščeni košarici pa tudi rekli, veš, da smo tudi izboljšali naš packaging, da se nam manjkrat zgodi, da pride do poškodb. Pa take stvari se lahko gremo tako, ene par caseov, ki smo jih dobili ven skozi te teste, ki smo jih, rečemo, pognali za nekaj 100 uporabnikov, so bili res fascinantni. Zdaj, a je vse to čisto res? Imaš vedno ta problem z large language modeli, a je treba preverjati, kaj se prej vam pošle. Verjetno se lahko kdaj kaj čudnega zgodi, ampak to so nekako nevarnosti large language modelov. Ja, veš, zanj sem prebral en tak, se pogovarjal z temi AI kompanioni, rečva tem Gemini in ChatGPT, sem ga vprašal, daj ti meni povej en vic, ne, tvoje, veš, in tle so zaposlili umetno inteligenco, ne, v supportu, pa so ugotovili, da pač nima performance, v bistvu v salesu je bila. Zato, ker je začela odgovarjati, da ja, za najboljši offer pojdi k konkurenci, ne, da što je ta del, ker ne želiš tega imeti. Ampak to, chatboti, vsi vemo, da ta AI nekaj stane. Ne?
Aj pa to, se pravi, že tak si platformo malo za, ne vem, omnichannel komuniciranje, pa to je to pa tako ekstra strošek, da si recimo ne moreš prvošati, je to nekaj, kar bi lahko testiral na neki ožji skupini. Testiral bi definitivno lahko, ker zdaj vsak ta zgeneriran mail stane, ne vem, manj kot 1 cent. Torej, OpenAI vsake par mesecev znižuje ceno uporabe GPT-ja. Je pa res, torej na nekem večjem skalu se pa sprašujemo, torej, a bojo zaradi personalizirane komunikacije naši rezultati toliko boljši, da bomo pokrili ta strošek in še pač jasno nekaj dobička zraven naredili, torej, da se bo to obrestovalo. Tle danes še nimava tega kaj stadija narejenega, upamo, da v naslednjih mesecih, da zaključimo enega, pa takrat deliva rezultate, kaj smo se iz tega naučili. No? Mogoče, če se kdo, ki posluša, da ima tak brand, lahko. Ja, če bi koga zanimali, why not? A greva malo v prihodnost? Ja, mislim, se že ta del je po mojem mečkano prihodnost. Jaz mogoče se ne zavedam, ampak nisem še doživel, da bi orodja za email marketing, za komunikacijo dodajajo noter generativni AI, to, da lahko jaz delam A/B testing subject line-ov, pa mi on zgenerira B pa C verzijo, ali pa to, da mi spiše mail. Skratka, marsikaj tega je že v orodjih noter. To, da bi bil pa cel mail zgeneriran v točki pošiljanja, tega pa, ne vem, saj jaz še nisem doživel, oziroma tudi ni ugrajeno v ta orodja, s katerimi imamo Mystic. Gorazd, ti si bolj futurist. Kje bomo še vse generativno umetno inteligenco srečevali v prihodnosti? Zdaj tukaj eno opozorilo, ne? Nimam te magične krogle, v katero sem zdaj pogledal, ampak glede iz nekih statistik ali pa nekih raziskav, je to zdaj razmišljanje o tem, kam gremo naprej, ali pa kaj so neki trendi, ne vem, kam se vlaga, kaj tako, tudi drugi malo razmišljajo, to zdaj malo povzemam. Zdaj verjetno najprej, ne, kar se bo verjetno zgodilo, da bojo te boti oziroma neki pogovorna umetna inteligenca, kar jo zdaj tudi vidimo v, ne vem, ChatGPT-ju, Geminiju in podobnih orodjih, ali pa kaj je že ta od Microsoft? Tiš ni tako dobro spozicioniran. Verjetno so me že 3-krat preimenovali, tako da od Bing Chata ne vem, kaj je danes. Ok, dobro. No, ljudem je pač ta pogovorni del najbolj enostaven, se mi zdi tudi tak umestnik je drugačen, ker smo ga ljudje navajeni. In zdaj, če si predstavljaš, verjetno nekaj naslednja stopnja tega je, da na e-commerceu zamenjamo ves ta umestnik teh lepih slik in iskalnik in milijon filtrov in je tam nek bot, s katerim se pogovarjaš in ti proba najdati mogoče tvoj naslednji najboljši izdelek, pa še zapomnil si je, kaj si prejšnjič imel. A veš, ta del smo se od Amazona prej malo omenila, da je kar noter že integrirana. Ne? Hkrati pa se lahko tebi malo prilagaja, ve, kaj imaš rad, kaj ne. Ni to klasične te bote, ki jih imamo danes, ko te po 1-2 vprašanjih tako naslovi, ali pošljete mail, ali pa dobiš tako en seznam FAQ-jev, pa je tako, ok, to ni zame, ne. Zdaj sem že videl par teh primerov in Salesforce Commerce in SAP Commerce Cloud in Shopify na koncu so že kazali te chatbote. Nisem ga še videl sicer tako, da bi ga kakšna trgovina imela, ampak res si lahko predstavljam, da bi pač chatbot vprašal, rabim nove kavbojke, ta velikost, kaj imaš na voljo, on upošteva, kaj sem jaz v preteklosti kupil, mi predlaga in v bistvu potrdim naročilo sam s tem, da rečem, te so mi všeč. Ja, to, kar sem prej govorila, vse bi imel te podatke pač pri sebi. Malo sem iz tega izhajal, tega trenda se mi zdi, da imaš neki teh navideznih prijateljev zdaj tudi AI-jev, ker ljudje se zelo radi pogovarjajo, tako zdaj replika in tak, kaj je tako AI companion, ne, pa ljudje tako tudi zanimiva smer, v katero gre. Pa če iz te malo navizujemo naprej se, definitivno ta čustvena umetna inteligenca ali pa najbolj jasna bi bila zaznavanje sentimenta, ne, ker pač trenutno še vedno vemo, da ne smemo reči, da je to neka inteligenca v smislu, je tam pa je nekdo, kar res neki, ne, pač gre za statistični računalniški program. Ampak vseeno, če bi zaznal, da je v komunikaciji neka stranka malo bolj zoprna, bi jo lahko mogoče dal k agentu, ki veš, da ima pa najboljši odstotek reševanja caseov s tistimi, ki so malo bolj zoprni. Pa vsi smo zoprna stranka, kakorkoli zdaj to ne pomeni, da je nekdo prav posebej. Ja. A veš, in si uspel zaznati v tekstu nekaj, ne? To se mi zdi, to je naslednja stopna, ki je bistveno težja od tega, da razumeš vse, kaj je nekdo kupil v preteklosti, pa znaš to predvideti, pa vse te podatke vzameš. Ne? Zdaj,
zdi se mi pa del, ki ga je pa tako dober za to prihodnost malo osvetliti je, že Bill Gates je rekel, če boš optimiziral nekaj, kar ima napako, ne, boš pravzaprav eskaliral napako. Ne. In zdaj v tem primeru tudi, če boš umetno uporabljal modele, ki so pristranski ali pa naučeni na pristranskih podatkih ali pa teh, ko boš to enkrat big scale šel, boš imel zelo napačne rezultate na koncu, ne, oziroma pričakovanja od tvojih strank bodo definitivno različne od tega, kar boš dobil. Tako se mi zdi, na tem delu bo potrebno nekaj še narediti, kje se te podatki zajemajo. In to je ena izmed stvari, ki bo vplivala, zakaj tukaj jo poudarjam, bo vplivala na to, kam bo vse to boš lahko uporabil. Pa to. Ker se mi zdi, da nevarnost, ki se zgodi, je, mi vemo vse o tebi, Andrej, in pol ti tako, ko so s tem avto pogovarjala, ne, mi ti ne smemo povedati, da mi vse to o tebi vemo, ker če boš ti dobil občutek, da ja, točen ta model si gledal, točen te konje si gledal, točen to, ti boš tako mal boš prestrašen, ne bo več to, to je super, ker so mi to predlagali. In tega dela nočeš doseči. Tako da tukaj se mi zdi ena taka cona, kad se bo še kar nekaj stvari mogli zdefinirati. Ja, zato sem pomislil, kar si na začetku rekel, ne, torej, tak in tak procent ljudi je rekel, da si želijo bolj personalizirane komunikacije in je potem večja verjetnost, da bojo naredili nakup zaradi tega. Mislim, da si vsi želimo bolj personaliziranega pristopa, ne želimo se pa zavedati, ja, da nekdo zato, da je lahko nekaj personalizirano, vse o nas ve, vse vemo, pogovor ob avtomatu za kavo je, Facebook mi je začel kazati slušalke, oglase za slušalke, mi smo se pa sam v kuhanci v službi pogovarjali o tem, da bi jaz nove slušalke, kako je vedel, ali me Facebook posluša in vse te stvari. Noben si ne želi tega, kar je potrebno za personalizacijo, tako da je vedno treba biti malo previden. Drugo je pa ja, to, kar sem rekel, AI modeli, ki so pristranski, slabo trenirani, tle zdaj med Muskom pa Googlom neki pogovori o tem, kako so Googlovi modeli pristranski, slabo natrenirani in da bojo porabili kar nekaj let, preden bojo lahko te stvari razrešili. Ja, tako da tukaj imamo kar nekaj izzivov. Vsej teh modelov je danes, zdaj mogoče res ljudje poznajo te neke osnovne, ampak za te slike, mašin še Midjourney, ki je bistveno boljši, vsaj nekateri pravijo za neke stvari, ampak se mi zdi, da nismo še ravno tam, da bi to lahko kar ukomponiral v te platforme. Zdaj, počasi se to začne, bo začel tako dodajati po malo hitrejšem tempu, jaz mislim, da se zdaj Sora vam prišla, si videl. Točno to sem mislil reči. Kaj se zdaj Sora zgodil, če se spomnimo AI videa, ki smo jih gledali, ne vem, pol leta nazaj, ali kdaj je bil tisti Will Smith deepfake, ki je špagete, mislim, tisto je bilo absurdno, ampak smo si rekli, ok, to je AI generiran video, to, kar smo zdaj videli od Sore, je pa noro, hkrati pa prinaša torej, še več nevarnosti za deepfake, za medije in take težave. Ne? A misliš, da bo zdaj, veš, kaj imaš v meta oglaševanju, daš 17 kreativ, pa 17 teksta, pa on pa je skup sestav, zaš pa on sam napisal, to je moj link, to prodajam, ali on naredil, to cel video. No. Mislim, oglaševalske platforme že nekaj let grejo v to, torej, da ti kar sam oglašuj, ne rabaš agencije, vse nam prepust, torej probajo se mi zdi ta del budžeta, ki gre trenutno kreativnim agencijam, pa agencijam, ki upravljajo oglase, da bi ga vsaj en del tudi oglaševalski kanali ali pa oglaševalska omrežja zase prevzela in se mi zdi, da umetna inteligenca je sam voda na ta njihov mlin, da jim bo to še hitrejše uspela ali pa da bo to boljše uspela. Ne? Ker targeting postaja skozi manj relevanten, ker je pač targeting umetno ali kakorkoli, ali pa pač dejansko prinaša toliko boljše rezultate za manjši vložek. Ne? Ja, statistike ne lažejo, pravijo kako. Ampak to mislim, da je ena tema, da jo lahko razdelava, če mogoče poslušalce zanima za enkrat posebej, ne? Kakšen bi bil ta vpliv. Kot si rekel, umetni inteligenci lahko govoriva, danes sva govorila malo o personalizaciji, o marketingu, lahko govoriva o tem, kako jo uporabiti v e-commerce, kako jo uporabiti v prodaji, torej taki B2B, 1-na-1, kako jo uporabiti v podpori strankam. Skratka, umetno inteligenco bomo videli skozi celotno pot stranke, bo vplivala na izkušnjo strank. Mi dva se lahko o teh stvarih pogovarjava, definitivno se bova
če bi radi kakšno stvar prej slišali, frodix.com/vprašaj, pa nam predlagite kakšno temo, ali pa o čem vi želite, da bi se pogovarjala, kjer o temo prej razdelava. Mislim, da smo tudi prišla k koncu s tem, ne? Ja, en tak vrep bi rekla temu, po angliško sem naredil. Po angliško spet, ja. Hvala vsem za poslušanje. Dajte nam res ocene v Apple Podcast, v Spotify, dajte nam komentirati kaj. To nama ful pomaga, da ta najn podcast doseže več ljudi. Ne grizeva, tako da če je slaba ocena, kar napiš zakaj. Tako, hvala za poslušanje in se vidimo naslednjič. Čau. Čau.